Predlagam, da mi da kar začneva. Važi. Zdaj za naše drage gledalke in gledalce danes imam čast gostiti enega izjemnega gosta. In sicer danes je z mano en vodilnih finančnih strokovnjakov v Sloveniji, Luka Podlogar. Moram kar prebrati, Luka je generalni direktor NLB skladov, pa me prosim, Luka, kar popravi, če kaj navštimal. Zdaj bom najprej kaj za farbo, ko Ja. že začel tako močno, da mi je že zdajle naroden. Jaz, ko pa gledam tole, no, dovolj, da dokončam, pa se bo zmenila, te bom še naprej tekel, že kar začel vikati. Ne me, please. Ok, torej, Luka je generalni direktor NLB skladov, največje družbe za upravljanje premoženja v Sloveniji. Tam skrbi za rast in upravljanje premoženja mnogih vlagateljev in skoraj 2 desetletji izkušenj v mednarodnih finančnih centrih, vključno z investment bankingom v Londonu. Je Luka oblikoval edinstveno kariero, ki združuje globoko razumevanje globalnih trgov s strastjo do strateškega investiranja. Se pravi, trenutno sem rekel generalni direktor NLB skladov, sicer po izobrazbi diplomirani ekonomist, MBA na ISE Business School v Barceloni. Začetek kariere, kot sem že omenil, investicijski bankir in na slovenskem trgu začel z funkcijo pri KD Group, kaj pa je bilo pri KD Group, funkcijo pri KD Group v letu 2010, potem si pa postal predsednik uprave KD Funds, še kasneje Generali Investments. Tako da pravzaprav vse, kar sem prebral, nekako je povezan z nekako upravljanjem denarja oziroma z denarjem. In to je današnja najina tema. Super. Zdaj, a sem kaj mogoče od tega zgrešil? Ne sliši se čist prehudo. A se sliši Čist preveč, ja. Ja, ok, jaz ne vem, zdaj, jaz imam tle en podatek, ne, da so NLB skladi trenutno, oziroma imajo največji tržni delež, blizu 40% v letu, v 2022 je bilo to cirka 40% tržnega deleža. Ja, zdaj smo že čez. In ste že čez. In koliko ste pa zdaj? 40,3. Bravo. In še takrat so imeli NLB skladi 2,4 milijarde evrov sredstev v upravljanju. Zdaj že 2,6 milijarde. Ne, že skoraj 2,9. 2,9. Ja. Dober gospod Luka, ne? Upam, da se bomo od vas danes naučili nekaj, ne? Ampak, veš kaj, to so še zelo majhne cifre, če jih postaviš v mednaroden kontekst. A res? Je pa res, da so NLB skladi s to cifro največja družba za upravljanje v tej regiji jugovzhodne Evrope. Ok. A veš kako, mi da se pravzaprav ne poznava, a ne? In zdaj, moj namen je povabiti v ta naš, ne morem reči podcast ali pa oddajo, kakorkoli, ljudi, ki rekel, me lahko naučijo, kako izgraditi premoženje. Okay. Zakaj pa jaz to delam? Zato, ker sem jaz, prej sem te vprašal par minut nazaj, koliko si star, 47, moram reči, da 47, moram še tudi jaz malo podelati, vidim, da telovadba dela. Kateri šport je to? Ja, mislim, day to day ne ostane časa za kaj dosti več stvari, kot pa za fitness. Ja, Ja, se je to, ja. ja. Kaj čma ne, treba je to. Včasih pa smo kaj drugega. Ja. No in v bistvu jaz nekako, tako kot ti, otrok ene druge politične ureditve, enega sistema, kjer je bil finančni sistem popolnoma drugačen od teh, ki jih poznamo na Zahodu. In jaz v bistvu sem se obnašal kot podjetnik, veš, takrat, se pravi, prvič sem začel tam pri nekje 21-22 letih SP in tako, veš, in sem začel programirati, pa spletne strani delati in v bistvu se pač udejstvovati pač na trgu z nekimi produkti, ki sem jih kreiral, in jaz sem nekako veš, ki je imel prvega Atarija. Ja, super. A si ti imel tudi kakšen računalnik? Commodore 64. No, ki ti si Commodore 64, jaz sem pa Atari. Točno to, eni so bili pol na ZX-u, Spektrum, vse je dosti ljudi, ki gledajo tudi te starosti, se boste tudi verjetno spomnili. In v bistvu jaz sem takrat tako tudi veš, v ure razstavljal, pa sestaviti, večinoma ni ratal sestaviti nazaj, ne. Ampak sem se pri tem ogromno naučil, veš. In v bistvu nekako sem se naučil sam programirati, pa sem se naučil sam kreirati software, pa kreirati produkte, a veš. Super. In recimo zdaj morda
danes obstajajo storitve kot so Squarespace, Wix in take reči za izdelovati spletne strani. Jaz sem to naročnino na spletne strani imel že pred 20 leti, ker tega še noben ni delal. No in zdaj sem se pa začel, vmes sem delal še neke druge projekte, pa smo potem šli med ostalim tudi v nek fintech, se pravi s kriptomatom konkretno, a veš. Ampak jaz sem šel v to zgodbo, a veš zakaj? Zato, ker se mi je zdel, pač ljudje so mi govorili neki Bitcoin, ne vem kaj, kakorkoli niti nima veze in jaz sem rekel, nimam več časa se s tem ukvarjati, jaz imam svoj biznis, vi se ukvarjate s tem, bom jaz to se ukvarjal, ker se bom ukvarjal, a veš. No in v bistvu sem pa vsem mečkam pogledoval, pa sem rekel, tehnologija me je malo nekako privabila, sem rekel, da grem jaz vsem pogledati. Pa sem nekaj mesecev to študiral, pa svojim timu nisem pač tega povedal, ker sem hotel, da se fokusiramo. Nek CRM smo delali v tistem času. No, potem sem pa v eni fazi ugotovil, koliko je to težko v bistvu kupiti tisti Bitcoin bilo takrat, leta 2017. Ne? Sem rekel, oh my god, da je edina storitev, ki je v tistem času obstajala, bil v bistvu Coinbase. Kot neka storitev, da si lahko... Pa še danes obstaja. Ja, no in še danes, seveda, ne. Tako da, v bistvu jaz sem si rekel, zakaj vedno se vse storitve razvijajo za zahodnjake, če si ti v Ameriki, če si v Španiji, ne vem, v Franciji, v Nemčiji, v Britaniji, so te pač storitve vedno prvo tam sestavljene. Sem se rekel, ne, čakaj, jaz bom zdaj obratno naredil. Jaz bom zdaj prvo naredil za vzhodno Evropo, pa za nas Evropejci, ker sem tudi res verjel v to Evropsko unijo in sem rekel, Evropska unija ni samo pač teh par držav, ampak so tudi vse te ostale naše države. In to je bil nekak rezon za tem. In fast forward, mi smo nekje na 500 000 uporabnikov po celi Evropi, ne? In v bistvu pa sem pa začel razmišljati, zakaj ljudje sploh investirajo, zakaj jim dajo not v Bitcoin. Ker sem sam izhajal nekako iz enega tehnološkega vidika, pač všeč mi je tehnologija, ampak karkoli sem jaz ljudi prepričeval, to je tehnologija, v bistvu njim ni bila tehnologija. Njim je bilo povečanje premoženja. Za njih je bila to špekulacija. Absolutno. Za večino vsekakor. Ja. In pa sem v eni fazi sem rekel, čakajmo, tukaj je ena veliko večja zgodba. Čakajmo, kako se v bistvu dela premoženje? Kaj je treba delati? In jaz sem tudi v bistvu začel investirati, recimo glede 5 let nazaj, zdaj smo v 6. letu, glede 6 let nazaj. Zakaj sem začel investirati? Zato, ker sem testiral platformo, zato, ker sem pač padel malo bolj Pa sem malo probo. Pa sem malo probo. The best. Super, se prav, bravo. No in zdaj, sem jaz ugotovil, koliko je to močno, ampak mene tega noben ni učil, noben mi tega nikoli ne pokazal, nobenega predmeta nikoli ni bilo. Te denarje vedno tako se je to tam neki, ne vem, neki s tem denarjem. Ja, to je res. To je eden največjih težav dejansko. Nihče nas ne nauči. Moj sin, pa še danes je isto tako, ne? Zadnjič sva šla s sinom odpreti račun na banko. Ja. On je v srednji šoli najstnik. Pa sem ga vprašal, kakšna je pa bila izkušnja zate tole? Pa prav oči, grozen. Jaz nisem zastopil 3/4 tega, kar je gospa govorila v banki. A tako ali kaj? Ja. Pa je začel sprašovati, ko se domov vozila, pa kje se lahko teh stvari sploh naučim? A ni to ne fair? Noben nas ne nauči teh zadev. Kako sploh jaz vem, kako prijaviti davke? Kako sploh vem, kako začeti vlagati? Kdo ti to pove? Ne? Točno to je. Pri 16 letih. In pa se zamisliš, dejansko je samo na zelo preprost način dečko povedal, tisto, kar že vsi vemo. Ne? Ja, tudi na splošno v celi Evropi to problem ni sam pri nas. Mogoče da pri nas veliko o tem pogovarjamo, ali pa mogoče še malo bolj občuten problem, to je finančna pismenost. Dejansko znanje, ki ga nam nihče ne poda in za katerega pravzaprav bi bilo po mojem mišljenju pravilno, da bi ga začeli dobivati v osnovni šoli, recimo v višjih razredih, ali pa v srednji šoli. Ne. To je neka taka stvar, ki bi mogla biti približno po pomembnosti na ravni gospodinjstva. Ker mislim, ne pomembno, ampak zelo pomembno. Ne. Ali pa kot telovadba, ne? Kot telovadba, matematika, slovenščina, ti osnovni, zelo pomembni predmeti. Zato, ker so povezani samim, ne vem, z neko pravzaprav, če tako pogledava, s bivanjem, s preživetjem človeka. Ne. Fundamentalni skill je to. Čist fundamentalen. Ampak ga ne uči pa nihče. Ne. Pa tudi doma, starši, redko kakšen izmed nas dejansko si vzame čas, otroke nauči, kako vlagati. Pa sploh je vprašanje, če starši to vedo. Mislim, ker vidimo tudi določenih seminarjev, ki so namenjeni finančnemu izobraževanju,
se udeležujejo tako otroci, kot tudi starši z njimi, zato da dobijo znanje, ki ga tudi oni nikoli niso imeli. Recimo, sploh najna generacija, ki sva recimo še, recimo tem mogoče otroka socializma, ne, a se o tem kaj govorili? Absolutno ne, nič. Ne. Tudi potem, ko smo se enkrat osamosvojili, mogoče je bilo malo več govora o tej borzi, pa smo se nekateri malo s tem spoznali, ampak prav veliko pa ne. Evo, to je glavni razlog, zakaj sem se za to začel ful zanimati. In sem govoril že z neparimi ljudmi in mislim, da obstaja, verjamem, da obstaja en set aktivnosti, ki jih ti lahko kot človek izvajaš, da boš na koncu imel pozitivne outcome. Tako kot pri telovadbi ali pa pri katerikoli drugi stvari, če boš počel eno dejanje, je večja verjetnost, da boš povečal svoje premoženje v primerjavi, če teh dejanj ne boš delal. Ja, to je tako, kar recimo, če hočeš shujšati, ne smeš jesti cukra, moraš zmanjšati vnos kalorij, moraš začeti športati, laufati, začeti ukvarjati z neko aktivnostjo, ki bo kurila kalorije. Vse pri finančnem vlaganju isto, ne rabiš neko disciplino, ker dejansko boš razpršil svoje premoženje, potem začel vlagati redno in s tem v bistvu ti bo na dolgi rok boš izkoristil tisto moč časa pri vlaganju, dosegu učinka obrestnega računa in tako naprej. Ej, full the best. Ful nama gre tole the best. Kaj da bi hotel, jaz sem na točno to hotel prijeti, kar so zdaj začela. Okay. Gre mogoče stopiti korak nazaj. Ker obstaja tudi za našo družbo ali pa že za posameznika, ampak s tem potem tudi za družbo. Če poveča ta svoj skill set, bo za vse nas verjetno nekaj boljš. Bomo znali bolj potrošiti tisti denar in tudi to, kako se mi kot družba obnašamo. Če imamo mi vsi, zdaj pa, kako nekoga naučiti teh stvari? Jaz mislim, da so to neki 3 stebri, pa bi rad preveril pri tebi, če je to tako. No, povej. Prvo je denar. Moram te naučiti o denarju, kaj denar sploh je. Ja, da dojameš, da to je nekaj, kar ni čist fiks. In to se naučiš nekako skozi zgodovino denarja, različnih oblik denarja, različnih oblik tudi v sistemu upravljanja, različnih tipov ekonomij. To je ena zgodovino pogledati. Tako naprej. Potem druga, se to pa zlati standard. Točno to, se tukaj to šti veliko bolj pojekest. Se pravi, prvo o denarju, drugo potem o osebnih financah, zato ker se moraš naučiti budžetirati. Ja. Če ne znaš sam za sebe budžetirati, kaj je že bil Jordan Peterson prav, moraš se naučiti pospraviti svoje posla. Ne? Točno to. A veš? Točno to. Se pravi, tako kot osebna higiena. Na isti način, pravzaprav. Se pravi, osebne finance, da spraviš v red, da ne porabiš tako. Ja. Da ne moraš porabiti tudi k nek način kot kmeta, ko dobi mleko iz krave. Pač ne moreš več kot toliko mleka dobiti, ker pol to že kravi škoduje, ali pa nimaš dovolj svojega zateleta. Ne moreš, ko se temu reče, obnoviti potem. Tako. In potem, ko se razumeš v budgeting, ko znaš urediti svoje osebne finance, ko razumeš svoje stroške, se pravi izdatke, prihodke in tako dalje, potem lahko prideš do tega nekega naslednjega koraka, da kreiraš nek svoj emergency fund, vsaj začasni, in potem prideš do neke faze, ki narediš ta prav 6-mesečni se pravi, ko se reče emergency fund, zasilni... varnostna rezerva. Varnostna rezerva, denarna varnostna rezerva. In mislim, da še v tem stebru potem ti se tudi nekje nahajaš na temu, da daš svoj denar v neke ali bančne depozite ali nekam, da se vsaj mal na mečken način zaščitiš pred inflacijo. No, v prvem temu stebru je še poznavanje inflacije, zavedanje inflacije. To je ključna stvar pri denarju. Ja, seveda, logično. In pa ta tretja pa šele pol, ki ti si ugotovil, kakšni so izdatki, kakšni so prihodki, da imaš varnostno to rezervo in šele potem si ti, da rečem, investabilen nekako, po mojem, ko jaz gledam, kot popoln nestrokovnjak, kot nekdo, ki to čisto od zunaj gleda. In šele tukaj se učiš, kako investirati, kakšne so strategije začetnike, različni asset klasi in tako dalje. Ja, te 3 stebri nekako. Super, ja, to si super povzel. Absolutno treba razumeti vrednost denarja, gibanje vrednosti denarja v času, celotno zgodbo z inflacijo, to je osnova vsega. Pa tukaj, če pogledaš, kakšne so makropodatki, smo še švoh, ker je na računih še ogromna količina avista neinvestiranih milijard. Ki v bistvu ki izgubljajo realno vrednost. Kaj pa je inflacija?
Inflacija To bo odgovor številka 4, ker čisto vsak, te ne boš mislil, čisto vsak to nekako iz svoje perspektive pove. A ne? Recimo Škraba, si kdaj slišal za Škrabo, Andreja? Ja, valjda. On je meni to iz Bitcoina govoril, iz percepcije, iz perspektive Bitcoina, a ne? O deflaciji in takih rečeh, da je to superstar. Če se pogovarjam z Lukom Gubom, ne, tudi finančni strokovnjak, pri njemu je to drug, se pravi zaradi kreditov, zaradi večje potrošnje in zaradi večje kreacije denarja, on sam po sebi izgublja. Če se pogovarjam s profesorjem Vadnjalom, to je indeks. Seveda. A veš, vsakva... Sprememba splošne ravni cene, ne? Ja. Ok, kaj pa ti praviš? Lej, zelo simpel. Ampak točno to, zelo simpel, kaj da bi sinu razlagal. Danes ti 100 evrov kup lahko eno pač košarico dobrina, ne? Ali pa greš v štacuno in za 100 evrov lahko kupaš toliko in toliko izdelkov. Čez 1 let ali pa čez 2 let boš lahko za to isto košarico ali pa za to isto vrečko nekih stvari boš moral plačati več kot teh 100 evrov danes. Zato, ker preprosto v tem modernem finančnem sistemu smo skozi, oziroma ta, kako ne rečem, monetarna ekonomija, se pravi centralne banke, stalno uravnavajo inflacijo preko obrestne mere, pa uravnavanje količine denarja, vsega denarja, ki ga imamo v toku. V bistvu s tem njihovim delovanjem stalno stremijo k temu, da je rahlo pozitivna inflacija. Ne? Mogoče si slišal, ciljajo na približno 2%. Ne? Zato, ker tem spodbujajo tudi potrošnjo, tako. S tem, ko spodbujajo potrošnjo, se pravi spodbujajo gospodarstvo in je vsem lušten. In smo v tem stalnem nekem povečevanju splošne ravni cen, stalnem povečevanju neke količine denarja v obtoku. Zato, ker če gremo v deflacijo, ne, se pravi zmanjševanje ravni cen, ima to tako zelo hude učinke, ker pade gospodarska rast, se povečuje nezaposlenost in tega si ne želimo. Ne. Tako da je neko rahlo, minimalno, stalno povečevanje ravni cen, to pomeni rahlo, minimalno, stalno draženje izdelkov, dobrin, vsega, ne, pač vseh storitev in tako naprej, je tisto, kar cilja v bistvu centralna banka, ki uravnava z monetarnega, to pomeni z denarnega vidika ekonomijo. Ne. Tako da, je to preveč kompleksno? Ne, ni. Točno to, pa sej. Za navadenega človeka pol to v resnici pomeni... Ja, navaden človek je čut na blagajni. Ne? Navaden človek je čut na blagajni, zato ker ve, sploh recimo pri hrani, ne, je bila inflacija močnejša od tiste objavljene ravni, ne? Food price inflation, se pravi inflacija cene hrane, je tista, ki jo najbolj občutimo in tudi je de facto višja, kot pa je recimo splošna raven cen, ki vsebuje vse sorte različnih dobrin. No in ravno za to inflacijo tam na blagajni je zelo občutno. Ne? Ker vemo, da je pač preprosto, ne vem, šla cena kruha toliko gor. Ja, tam se recimo podvoji, ampak inflacija pa reče, da je 4-5%. Kako, če je meni cena bistveno večja? Ja, zato, ker una tvoja cena je pač samo eden izmed izdelkov, ki se je nadproporcionalno. Indeks. Tako, tam se je nadproporcionalno podražil, recimo, in ravno hrana je recimo eden izmed unih izdelkov, ki so se nadproporcionalno v primerjavi splošno ravnjo inflacije povečane. Tako da to je to. Ne. Vedno inflacija meri neko košarico različnih dobrin. The best. Tako. Ok, se pravi, kole, zavedamo se, da denar ni fiksen, torej izgublja vrednost zaradi tega razloga. Tako, čez čas, ja. In kako pa se potem jaz, če greva zdaj na naslednji del osebne finance, tisti drug steber, kako pa bi se jaz potem moral obnašati, da bi bilo najbolj optimalno? In a je to odvisno nekako od moje neke trenutne finančne situacije, ali lahko preigrava kakšen, ali pa da sem malo v tistem drugem stebru, ki sem prej našteval, zato da prideš torej, na men drugega stebra, da prideš do neke varnostne rezerve. Neke likvidnostne rezerve. In da prideš do tega, da ne bom rekel premagaš inflacijo, ampak v bistvu se že bojuješ proti njej na nek način, da greš proti investiranju. Kaj bi nekako jaz kot posameznik moral v bistvu v temu delati? Ali pa kaj ti vidiš, da ljudje delajo kot najbolj pogosto napako, ali pa kaj tazga? Mislim, pogosta napaka, ki je da nam denar v prevelikem znesku leži na bančnih računih. Ne? Ker tam dejansko ne ustvarja nobenega donosa. Zero, nothing. In vsak dan, ko imamo pač preveliko količino denarja, ki je več kot neke naše, recimo, mesečne likvidnostne potrebe, ko imamo pač na računu, izgublja tam denar ta vrednost. Tako da ključna stvar, ki jo pač je pametno narediti za tisto neko nujno likvidnostno rezervo, je, da naložimo v neke pač, bom rekel, netvegane naložbene oblike,
ki nam vsaj malo nas zaščitijo pred inflacijo. Zdaj, to je recimo lahko bančni depozit, naprimer, kot neka čist osnovni inštrument. V zadnjem času sem opazil, da so tudi na bančnih depozitih, se pravi, so obrestne mere bistveno povišale, zdaj bodo verjetno te obrestne mere spet zmanjšale. So že začele padati. Skladu z pač napovedjo oziroma pa tudi dejansko realiziran padcem pač obrestnih mer v Evropi, so pač tudi depozitne obrestne mere začele zniževati. Tudi recimo v času inflacije, tiste, ki se jo spomnimo mogoče še pred kakšnim letom dni, ki je bila kar občutna, ali pa leto pa pol nazaj, so bile tudi depozitne obrestne mere nižje, kot je bila inflacija. In nas v bistvu v tistem času niso zaščitile pred celotnim učinkom inflacije. So nas vsaj delno, ne pa popolnoma. Pravzaprav v tistem času visoke inflacije, če gledamo samo tisto obdobje, če nisi šel v neko više tvegano obliko, ki pa mogoče za likvidnostno rezervo ni ravno najbolj primerna, neko naložbeno obliko, dejansko si nisi mogel hedžati pred inflacijo. Pa lahko te inflacijske hedže še pol pogledava konkretno, ampak če govorijo o likvidnostni rezervi, ponavadi fino, da jo damo v nekaj, kar je likvidno. Ja, da lahko potegneš ven, ko rabiš. Ko rabiš, ker se recimo, ne vem, razbijaš avto popolnoma, ne vem, rabiš nov avto, nujno, recimo za svoj biznis, potem pač seveda ga boš mogel potegniti recimo iz likvidnostne rezerve. Za take življenjske dogodke. Koliko podjetnikov, po mojem, ali pa nasplošno ljudi, ki tako vse po sebi sodam, je v bistvu samo nalaga denar na bančni račun. Po mojem, večina nas operira s preveliko likvidnostno rezervo. Ker se ne veš, kaj bi. Tukaj se da dosti stvari narediti. Recimo obstaja tudi, ne vem, kakšni varčevalni računi, ki jih imamo. Čak, ne govor še čisto vsega, ne. Morajo malo do konca. Da se recimo tudi malo fine-tunati zadevo, pa recimo imaš nekaj na depozitu, ki je pač vezan za neko določeno obdobje, pa da še en delček recimo na varčevalni račun, ki ima vsaj neko minimalno pozitivno obrestno mero, tako da malo stekaš zadevo. Ok, se pravi, dejansko je to, da imajo ljudje verjetno preveč likvidnosti. Večinoma je to. Večinoma, po mojem, operiramo z preveliko likvidnostno rezervo. Ali pa, če pa že, tudi recimo dostikrat je, kar leži na računu, pa ne vežemo. Ja, to. Se nam ne da. Grozno, ne da? Pa sploh recimo v času ničelnih obrestnih mer. Jaz se prepoznam recimo v tem. Se prepoznaš, ne? Ja. Ti se ne prepoznaš. Večkrat se pa tudi veš. Ne, pa veš, kaj je tudi štosne. V času nizkih obrestnih mer, ki so bile recimo še pred časom praksa, smo se kar naveličali. Pa se vse. Se itak neč ne dobim, 0,1. Sam na koncu, verjetno je nek compounding efekt. Seveda je, boljš saj neki kot pa nič. Tako da pač takrat ni bilo tudi možnosti z depozitom, ne vem, se zaščititi pred inflacijo, bilo treba iti v kakšne druge oblike. Tudi takrat v tem času, ko so bile tako nizke obrestne mere, tudi z obveznicami se nisi mogel recimo nič zahedžati, tam 2021 in prej. Recimo pač si mogel iti v neke druge oblike investiranja. To so pravzaprav zadnjih pred tem dvigom obrestnih mer dejansko pred letom 2022 smo imeli dolgo obdobje teh nizkih obrestnih mer, so tudi pač seveda institucionalni vlagatelji, to so upravljalci recimo pokojninskih skladov, veliki asset menedžerji so tudi morali iti v druge naložbene razrede, niso mogli ostati noter v obveznicah, ki so imele nizek ali pa negativen donos. So mogli nekam drugam iti. Ja, morali so iti v equity, se pravi v delniške naložbe, v nepremičnine, razne ostale, tudi infrastrukturne naložbe, različne alternativne naložbene razrede. Ok, the best. Se pravi, zdaj sva mi da odprla to, da imajo preveč likvidnosti, ok, imamo pa verjetno tudi obraten primer. Obstajajo kakšni primeri, ki so pa ljudje, ki se pa zainvestirajo, recimo, ko bi rekel, kako je pravi izraz, ko preveč investirajo. Je to tudi problem? Mislim, ja, ali pa recimo investirajo preveč v vse, da dajo, kako rečejo, vsa jajca v eno košaro, tega je zelo veliko. Recimo, v mojem primeru je to dosti, veš, recimo tukaj, kjer jaz delam v kriptu, je dosti tako, da rečejo, da bom jaz to investiral, da bom jaz igral to loterijo, pa bom stavil vse v kriptu. Ravno to sem hotel omeniti. V bistvu s tem, da si kripto investiranje ali pa
vlaganje denarja v kriptosredstva tako razmahnilo, ne, v bistvu so ljudje pozabili pogosto na to, da obstajajo tudi drugi naložbeni razredi, če rečemo sploh kripto, to naložbeni razred. Ne. Okay. No, se tukaj sem mislil se še dotakniti, da bo če se odprla, se odprla. Ne, ampak recimo dejansko so pozabili na eno ključno dejstvo, da je treba seveda premoženje razpršiti. In so šli koncentrirati, oni so mislili, da so razpršeni, ampak so bili razpršeni med različna kriptosredstva znotraj istega pač naložbenega razreda, ki pa je zelo nišen, ne, pogojno sploh lahko temu rečemo naložbeni razred. In v bistvu so se šli, tako kot si rekel, sam, da ne bo od mene prišlo, to igro loterije, ne, dejansko. Meni se že tako malo zdi. Ja, seveda, se je, ne. Zdaj, ok, omenila sem... Prosti to, doskrat sem hodil reči, doskrat se je to končalo v solzah, za marsikoga, ne. In tudi vidim prav en trend, da s tem nekako, ko se je, rečva lahko temu zlomom kriptota, ne, dejansko so se ljudje začeli zavedati, da se obstajajo pa tudi drugi naložbeni razredi. Ne, in so takrat se naučili eno, po mojem, zelo drago lekcijo, ampak v redu so se naučili, ne, in so začeli odkrivati pol na splošno vlaganje, kako smo se začeli s tem pravzaprav ukvarjati, mehen bolj resno. Ne. Ampak, a vidiš, zdaj sem videl že kar tri stočnice, vse tri bom pozabil. Ampak je bilo pa to za dosti ljudi, vsaj za mene, mogoče ne moram ravno primerjati, ker sem kreiral neko storitev, ampak vsem konceptualno je mene to porinilo v to, da sem začel razmišljati o investiranju. Ja. A veš, ker sem bil podvržen tem nekim padcem, dvigom, verjetno sem v kriptu v 5 letih doživel kot nek investitor, ki bi doživel v 15 letih, a ne, s tem, da mogoče sem psihološko to drugače prenesel, pa morda sem bolj šel skozi to kot nekdo drug, ne? Ampak po eni strani se mi zdi, da je to taka, glupo se sliši, ko se reče tista vhodna droga, ali kako je že tista, ena droga, ki potem, ko že reče, če to drogo začneš, pa bo šel na še naprej, ne. Ko se reče prehodni gateway, kot nekaj vrste, sam ne bi rekel, da je kripto droga. Hočem reči, torej je neka vrata so bila v vstop svet vlaganja. Ja. Pazi, po mojem ni bil sam kripto, veš, po mojem je bilo več učinkov, ki so se zgodili istočasno. Ne. Je bil tudi GameStop, pa Wall Street Bets, ta trend, recimo, je bil tudi ta FIRE zgodba, ne. Tako da je veliko teh stvari, ki so v bistvu začele, ali je pa to povezano, mislim, itek so vse stvari povezane ena z drugim, ne, ampak to so zdaj te, recimo, novejši trendi, ki drivajo večje zanimanje mlajših generacij za vlaganje, kar je meni super. Ne. Ja, FIRE, Financial Independence, Retire Early. To sem jaz slučajno, ko sem se zgubil tam pogovarjal, sem rekel, bil sem na tem Redditu FIRE. Več kot 15,000 članov je. A ti si tudi v tem Redditu? Ja. Jaz sem tudi v tem Redditu. Ne vem, kako mi je ime, po mojem sem kakšen srebrna srna, ali ne vem, kakšno ima neke čudne imena, ali kaj, veš, ne navaden. No in tam sem se prvič srečal s tem in sem videl, da veliko ljudi zares razmišlja o tem, kje dvigati kredite, kje so obrestne, kje so ono tretje. In v bistvu sem takrat ugotovil, jaz sem na absolutno ta pravem mestu, da to vse zvem. Ok, in super vprašanje so gor, super, res. Ampak po drugi strani pa tudi vidiš, ne, koliko dejansko bi bilo simpel ljudem dati znanje že v eni osnovni šoli ali pa srednji šoli. Koliko bi bilo manj vprašanj, tam bi bilo odgovorjenih. Ne. Res, ker vprašanje, ki so tam gor, kakšne so res. Mene kar hudono, včasih, ko vidim, česa vsega ljudje dejansko ne vedo, pa kje rabijo pomoč, pri čisto osnovnih zadevah. Scary pravzaprav. Ja, to ni nek investment banking level, ker je na potenca od 10. To so everyday problems. To dejansko so stvari, ki če bi jih ljudje vedeli, bi lahko toliko boljše upravljali svojo pravzaprav samostojnostjo. Ne? Svojo neodvisnost bi s tem bistveno bolj povečali. Če pač z nekimi zelo simple, pametnimi risk management tooli ali pa z neko disciplino dejansko lahko pridejo do bistveno večje stopne finančne neodvisnosti, varnosti in tako naprej. Ker je sploh v prihodnosti, če pogledamo demografske trende, ne, v svetu, ne samo v Sloveniji, ampak v svetu, sploh za nas, Evropejce, izjemnega pomena. Ne. Prebivalstvo se stara, penzije bodo zanemrljive, zmer slabš bo lahko država za nas poskrbela, preprosto ne bo iz prvega stebra praktično nobenih resnih penzij, tako da smo mi primorani poskrbeti sami zase. Živimo vedno dalj,
pa vedno večji finančni problem bomo, zato ker se bo pač piramida demografska popolnoma obrnila. Ne? Bomo ta stari bomo predstavljali večino prebivalstva in bomo breme mlajšim generacijam. In edini način, da zmanjšamo to breme za naše otroke, je, da pač poskrbimo za svojo finančno neodvisnost. Ampak treba zaradi se že sami zase moramo poskrbeti. Sami zase, ne, pa tudi seveda za naslednje generacije, ker če bomo takrat v stari dobi, ne, vsi betežni, zelo bomo dragi za vzdrževati, ne. Let's face it, ne, zaradi zdravstvenih izdatkov. V bistvu, če takrat bomo padali finančno na breme naših otrok, smo naredili kaj dobrega, ne, nismo, ne, v bistvu. Ker država ne bo mogla pomagati. Jaz sem tudi zdaj otroke v taki starosti, da sem začel malo razmišljati, čakaj, kaj bo zdaj pri ta malih bilo, ne. To, a veš, sem dejansko začel veliko. Zdaj si se kar malo zresno. Ja. Razmišljam tudi o tem budgetingu, ne, če bi se mi bolj zavedali, mogoče izven te teme, ampak če bi se zavedali mi tega budgetinga, če bi znali ljudje, ki volijo danes, ne znajo svojih osnovnih izdatkov in prihodkov napisati na seznam. In to bi jim želel pomagati, da se to naučijo, ker bomo znali vsi osnovne pojme, to so prihodki, to so izdatki, bomo potem tudi verjetno investicije, ki jih delamo kot državljani, bolj smotrno izvajali, veš? Tako, točno to. To je to. To je mečken pol, ker zdaj, ko imamo otroke, malo boli včas, ko vidim, to je mogoče jaz bolj učinkovito naredil ali pa kaj, ne vem. No, ampak, pa pridemo od teh naložbenih razredov. Recimo, omenili so, sicer bančne depozite, ampak rekla so neke obveznice, kripto smo čisto dali zdaj na eno stran, ja. Potem imamo še zlato, imamo delnice oziroma ETF-e, kateri naložbe, tudi bi rekel na nek način nepremičnine, ampak je tam bistveno večja količina kapitala, ki je potrebna, ne? Ali pa tudi ne. Odvisno, kako gremo nepremičnine, ne? Lahko grem tudi preko nepremičninskega sklada. Pa ne rabim take količine kapitala, ne? Se pravi, investiraš v nek nepremičninski sklad, ki investira pač v neke nepremičnine. Tako. Recimo, tukaj so različni nepremičninski skladi, ampak v osnovi nepremičninski skladi vlagajo recimo v poslovne nepremičnine, večinoma, lahko nekateri tudi v pač stanovanja in pač potem od tega dobijo denarni tok, ne, vsak mesec. Nekateri ga izplačujejo, nekateri ga pač ne, ampak to je nekak logika, ne, s tem, tako da lahko v bistvu z tudi majhnim vložkom denarja dejansko participiraš v tej nepremičninski zgodbi, ne. Ker, poglej, če recimo ti kupaš en stanovanje v Sloveniji, bo to ena konkretna nepremičnina. Se pravi, boš vse stavil na pač eno stanovanje. Če gre s tem stanovanjem kaj narobe, pač boš utrpel. Ali pa če tam, na primer, pade vrednost. Tako, to so vse tveganja, ne, ki so čisto koncentrirana. Če greš pa pač v sklad, pa dejansko lahko v bistvu dobiš že to je ful pomembno, da dejansko lahko dobiš izpostavljenost do poslovnih nepremičnin. Če bi sam hotel kupiti poslovno nepremičnino, ne, zato je potrebno zelo veliko denarja. Ne. Ja. Zdaj pa, če gremo v stanovanje, avtomatsko se izpostavim nižji donosnosti, vsaj recimo, če govorimo o slovenskih nepremičninah, ki so stanovanja, pač bistveno niže donosna kot pa poslovne nepremičnine. Ne. Skratka, lahko participiram v poslovnih nepremičninah, lahko participiram z majhnim zneskom. Ne? In dobivam tudi reden cash flow, tako kot bi ga pač tudi dobival od najemnine, pa še ena super zadeva in nisem treba s tem ukvarjati. Samim upravljanjem nepremičnine. Sej zato, kot vlagatelj seveda pol plačam upravljalcu sklada upravljalsko provizijo, ne? Ampak super stvar je, ker se mi treba s tem ukvarjati. Ko verjetno marsikdo, ki je pač investiral v neko nepremičnino, ve, koliko je s tem lahko nekih križev in težav. Ne? Ja, ljudje hitro pozabijo, da je to treba vzdrževati, da je to treba pa z najemniki se treba ukvarjati. Da to zrihtaš, pa moraš iti sem, pa kaj. Kaj pa glede delnic pa ETF-ov, kako razmišljaš, ali pa zlata? Kot naložbenih razredov. Skratka, ETF-i so oblike skladov. Tako da noter ETF-i so lahko različni, noter je lahko odvisno, ni to kot nek naložbeni razred, to je oblika, kako investiramo. In skladov imamo več različnih, so exchange traded, to so ETF-i, so klasični vzajemni skladi, so tudi kakšni drugačni. So mutual. Ja, tako, skladov je ful velik. Recimo naložbeni razred so delnice. Pač mislim, delnice so primerne recimo za tiste vlagatelji, ki lahko investirajo malo na daljši rok, odvisno nekje 5 do 7 let je minimalno obdobje držanja, ki je priporočljivo za delnice.
več, ko imamo časa, bolj v bistvu lahko zaslužimo z nekim diverzificiranim portfeljem. Če pogledamo na dolgi rok, neka dolgoročna donosnost, ki jo lahko pričakujemo od delnice nekje 7 do 8% letno, odvisno zdaj, kjer trg gledamo, kjer obdobje. Ampak, ne, Ampak pridemo tako. tako nekako, ne, zdaj na dolgi rok. Sej pri ETF-ih sem tudi podobno Ja, gledal. ETF je samo v bistvu oblika ETF ali pa sklad. Ja, tako, kot da si diverzificiral več v portfelj delnic. Tako, točno to. Ne, točno to. Zdaj, to, kar sem hotel reči pri delnicah, ne, cene so seveda na kos niže, ponavadi, kot pri nepremičninah, ampak še vedno, če želimo doseči neko razpršenost, ki je absolutno priporočljiva na splošno pri vlaganju, ne, moram kupiti zelo velik portfelj delnic. Zdaj, če nimam ravno zelo veliko denarja, se mi bolj splača vložiti moj denar v sklad, kjer avtomatsko z majhnim vložkom že dobim razpršenost. Ja. Ne? Zdaj pa In pol, če vložiš recimo v 2-3 sklade, si pa razpršil razpršenost. lahko tudi v en globalni sklad, ne, pa imamo avtomatsko za eno naložbo dobim globalno razpršenost. Ne. Ja. In potem, veš, ko gre in je to ekonomija to. na svetu gor, Gor, pač tudi... Tako kot se giblje svetovni indeks gor, tako gre v bistvu moja naložba gor. Ne. To je to. V bistvu zelo simpel. Ne. Tako da V bistvu, to je načeloma zamaga vlagatelja, kaj pa zato? ki želi investirati v delnice, to najbolj priporočljivo. Aha, okej. Ja, zlato. Zlato zame osebno je nekje tam, ga jaz tretiram podobno kot Bitcoin, skratka kot neko relativno špekulativno obliko vlaganja. Zlato sicer ima za razliko od Bitcoina neko industrijsko vrednost, ne, se pravi za industrijo in za pač nakit. Dejansko pa kje pa je podobno z Bitcoinom, ne, je pa, da je to nek percipiran hranilec vrednosti. Ja. Ne, percipiran. Ni Percipiran. dejanski. Ne. Slaba njegova stran v primerjavi z Bitcoinom je pa, da je bistveno bolj drago ga hraniti. Ker nam lahko nekdo pride in ga po mojem lažje ukrade, kot pa nam ukrade Bitcoin. Recimo, Ja, ne. recimo. Ne. Tako da, ampak tako nekako ga percipiram. Njegova vrednost, če ga pogledamo skozi čas, absolutno je rastel manj, kot pa raste recimo delniški trgi. Absolutno. Je sicer mogoče rečemo od nekje 70 let naprej to dejansko neko sredstvo, ki je bolj popularno in je zato mogoče njegova vrednost bolj naraščala, ampak kljub vsemu, ne, če pogledamo v bistvu ceno zlata je relativno volatilna, tako da je bolj nek percipiran inštrument, ki ga uporabljajo določeni vlagatelji za neko varnost. Ampak moj priporočilo definitivno bi bilo, da je treba vanj investirati zelo, zelo po pameti in jaz ne bi rekel nekje več kot 5 do 7% vrednosti premoženja dati v tako naložbeno obliko, zato ker nam ne bo nič kaj dosti prinesel pri stabilnosti portfelja našega celotnega, če pogledamo. Ne. 5 do 7 zlato? Ne, max. Jaz ga nimam nič. Ne. Lej, jaz si bom napisal nekaj mečken zlata, nisem rekel Čisto mečken. Mal. Čim manj. Mal. Okay. Jaz, a veš, rad bi, recimo, ko bom speljal mogoče teh 5 do 10 nekak pogovorov počas, prišel ven z nekimi recepti. Aha. Kaj je za navadnega smrtnika nekako primerno across the board. To lahko že tako pove. Čak. No pa povej. No pa povej, da vidimo. Diverzifikacija, Okay. number one. V redu. Ne? Pač vlagi v skladu s tistim, kar so tvoje zmožnosti, predvsem kar se tiče možnost sprejemanja tveganja. Ne? Se pravi, če si star 25 let, imaš ful časa pred sabo in si lahko privoščiš veliko tveganja. Ne? Zato greš lahko v bolj tvegane naložbe ob predpostavki, da imaš to varnostno likvidnostno rezervo. Ne? Si lahko privoščiš, da greš za svojimi naložbami recimo v delnice. Ne? In si lahko mogoče, če si v to prepričan, tudi privoščiš mogoče malo več fokusa na tudi bolj tvegane delnice, ne? Naprimer na tehnologijo, ne? Če je to tvoj mogoče tudi belief. Ne? Tako da, moje vere, recimo, jaz investiram samo v tiste delnice tistih podjetij, ki jih tudi sam uporabljam. Super. Zato, ker bom opazil, ko bo ta produkt postal slabši. Ja, tam imaš conviction, ne? Ja, in tam, super. Če ga jaz uporabljam, sigurno so še drugi ljudje, ki to uporabljajo, torej tle se generira neka dodana vrednost. Ja, jaz poznam enega vlagatelja, ki ima recimo neko manjšo farmacevtsko podjetje
in on investira svoje presežne sredstva izključno samo v zdravstvo, farmacijo. To je njegov conviction. Ker to razume, kaj se tam ja, dogaja. to razume, pa mu rečem, ja, sej, veš, to je malo bolj volatilen, ne, pa malo bolj večje tveganje, pa se kje v kakšni beti pogovarjava, pa tako naprej, ne. Pa prav, ja, no problem. Ampak jaz v to verjamem, zato pač v to investiram. Ne, super, ne? Super. Ker lahko si tudi to prvoš, ker ima pač vse tiste osnovne, seveda, finančne potrebe zadovoljenje. To je pa pač investirano na dolgi rok, ne? In se tudi ne sekira, če je volatilnost kaj večja in tako naprej, ne? In ti podobno, verjetno se ne sekiraš, če te tehnološke delnice toliko zanihajo, ne? Mečkan te stisne. Ja, Mečkan te stisne. Mislim, Ja, malo te ne. Mečkan. večkrat tiste, mislim. Veš kaj, jaz sem zdaj, po mojem, že 5 let v ciklusu, ne. Aha, zdaj si se že navadil. Jaz sem se že navadil tega. Vse to je In to, veš. nikoli ne pade pod uno vrednost, ki sem po njej kupoval. Zdaj. Za zdaj še ni, no. Ja, lej, lahko da bo. Recimo, če Sigurno bi bo. imel conviction call na Kitajsko, pa bi investiral 5 let nazaj, da Ne vem. bi te rad videl zdaj, Ja. koliko bi bil še pogumen, ne? Ja, v glavnem, jaz sem pač predvsem ameriška podjetja, če že, ne, dobro, sej sen tudi, kaj jaz imam, pa kaj nimam, je tako relevantno, lahko enkrat razložim, sem pol, govorim, da ne grejo pol ljudi to kupovati, pa zato, kar se jim zdi, ker sem jaz to povedal, da je zdaj to najboljše, ne, ker glih to je zdaj jaz sem te glih ustavil pri spremljanju tveganj, če gre tole dokončati, pa gre, se pravi diverzifikacija po zmožnostih, seveda pod Ja, tveganje veš kaj, glede na recimo, starost, a ne? Recimo, lej, so vlagatelji, kakšni, ki pridejo tudi do nas, pa recimo, ne vem, 60, 65, velika količina premoženja, niso poskrbeli prej, da bi bilo to pač naloženo v neke više donosne oblike in kam zdaj ta denar dati. Ali pa recimo, ne vem, dobiš dediščino, tudi to se zgodi, ne? Pač življenjski dogodek, kam zdaj ta denar naložiti. In seveda je res ful pomembno, da pogledaš osebne okoliščine te osebe, zato da vidiš, kakšne so, ne vem, neke likvidnostne potrebe v bodoče za to konkretno osebo in potem v skladu s tem investiraš. Tako nekako, ne, mogoče mi vedno mislimo, starejši ne smejo iti v preveč tvegane oblike premoženja. Verjetno res ne. Če gledaš pač po standardu, ampak ni nujno, da je vse standardno. Točno to. Jaz hočem reči, tako mogoče so slišali manj kontroverzno, ampak so določeni tudi starejši vlagatelji, 70, 75, ki pač imajo poskrbljene za svoje pač te finančne potrebe, ne, in imajo neke presežke denarja, ki jih niti v teoriji ne bodo potrebovali. In seveda, zakaj ne bi tega denarja naložili recimo v skladu z nekim svojim convictionom, ki ga imajo, ne, pri vlaganju. Ja. Tako da imamo tudi neke starejše vlagatelje, ki so pa tudi, ne vem, vlagajo tehnološke delnice, ne? Zakaj pa ne? Ampak ker je pač njihova specifična osebna situacija taka. Ne bom rekel, absolutno ni to za vsakega. Za nekega povprečnega verjetno državljana, ki ima neko povprečno raven privarčevanih sredstev in bo še potreboval v starejšem življenjskem obdobju recimo dodatno likvidnost, absolutno to ni primerno. Za nekoga, ki pa ima te osnovne potrebe pač poskrbljeno, pa morda pa je, ne? Tako da res, ful je pomemben pogledati individualno situacijo vsakega posameznika in pač res pretehtati, koliko likvidnosti boš nekako ti lahko po najboljši svoji oceni potreboval v prihodnosti, a nameravaš recimo kaj graditi, a bo se ti zgodil kakšen življenjski dogodek, ko boš potreboval več denarja, a boš investiral v startup, ne? Tudi to, ne? Tudi, recimo take stvari so, ne? In pol v skladu s tem tista presežna denarna sredstva naložiš, ne? Se pravi, to, kar sem se pa, sem te prehecal, ne, točno povem, ampak dejansko vseeno potem obstaja verjetno neka standardna pita, ne, pie chart recimo za investiranje, recimo nekaj mehnega v tisto, kar sem rekel, mečkeno zlato, zato da če je kakšna štala, da vseeno lahko malo odškrabljaš dol, ne, ali kaj, to je sicer investicijsko zlato, ne, imamo papirnato zlato, ne, ampak dojemam dosti, da so skladi, neka taka interesantna diverzifikacijska varianta, ko ti omenjaš, ne? A je še kakšna stvar, ki misliš, da je za navadnega smrtnika nek naložbeni razred? Ali samo različni skladi? Skladi so en fajn inštrument, ki ti pomaga, da vložiš v določeno naložbeno strategijo majhen znesek. To je to. To je v bistvu inštrument, kako do tega prideš, ne?
nič drugega. Pa moraš seveda pogledati, kakšno naložbeno strategijo ti želiš, to je prvi korak, pa kako jo boš implementiral. In recimo, če jaz želim biti v globalnih delnicah, ne bom šel kupovati, 3000 različnih delnic, ker nima toliko denarja. Ampak bom pač uporabil sklad kot inštrument, ker mi bo do tega pomagal. Če je moj conviction, da hočem investirati samo v tehnološke delnice, ne bom šel, pa bom sam delal analizo, kjerih 50 ali pa koliko že tehnoloških delnic bom kupil. Raj bom pogledal, kakšni inštrumenti so tukaj na voljo in bom pa šel potem v nek sklad, ki investira. Ja, ker tudi recimo, ko vi kadete sklade, imate svoje finančne strokovnjake, svoje analiste, ki potem s časoma tudi menjajo strukturo teh skladov, glede na razmere, predpostavljam. Točno to. Sveda, oni, če pride, če gre neke podjetje, recimo, če njegov outlook ni tako dober, recimo mogoče zmanjša njegovo tež v skladu ali ga pa ven vržejo, pa kupijo kaj drugega. Tako da to so skozi aktivno upravljani, tako aktivni upravljalci pač delamo. So pa tudi pasivni upravljalci, ki pa pač vlagajo največ takih pasivnih skladov oziroma indeksnih skladov. Mislim, največ takih pasivnih skladov, recimo danes popularnih je v obliki ETF-ov. In dejansko pač tam pa pač upravitelj, oziroma sploh ni upravitelj, ampak je mašina, algoritem, sledi sestavi določenega indeksa. Je pa tako, mislim, zdaj, ker so že ETF odprli, tudi tam je treba zelo paziti, ker določeni ETF-i niso to, kar se zdijo. Ampak imajo pač noter razne izvedene finančne inštrumente. Če recimo bi prišlo do neke krize, ni nujno, da pač, če gre ta ETF potem v teoriji likvidacijo, cugrunt, da bo dejansko noter najdel tiste delnice, ki si mislil, da so noter. Ja, ali pa da so sploh še nate napisane, ker itak niso. Ampak veš, dejansko derivativi, če bodo določene finančne inštitucije pač zašle v težave, lahko potem brez vrednosti. Tako da je treba tudi pogledati, kakšen ETF kupaš. Absolutno. Enako tudi pač pri skladih. Moraš narediti nek skrben pregled, pogledati, kdo jih upravlja, tudi kakšni so stroški, enako tudi pri ETF-u, koliko je recimo strošek nakupa, strošek prodaje. Kako se je cena ETF-a gibala, tudi v kakšnih stresnih razmerah. Včasih pride do kar velike razlike med tem, koliko lahko kupaš, koliko lahko prodaš. Ta spread je kar velik, ampak to je bolj v kakšnih stresnih tržnih situacijah. Tako da treba imeti vse te zadeve, pa davke treba imeti tudi v mislih. Tako da v Sloveniji, če investiraš v slovenske sklade, pa nočem tle zdaj promocije izvajati. No, vse super, da si kar pri slovenskih skladih recimo imaš pač določene davčne ugodnosti, če si znotraj krovnega sklada, ker se ti notirajo vsi dobički pa vse izgube, ki v bistvu znotraj pri podskladih v enem krovnem skladu. Čak še enkrat mi prosim povej, torej prednost kot Slovenc imam kaj? Če investiramo v sklad, recimo pa NLB sklad? Recimo, pač prednost imaš v tem, ker dokler si znotraj krovnega sklada in recimo si recimo v tehnologiji 3 leta, si nekaj zaslužil, pa si pa premaknil recimo v nek drug sklad. V agrikulturo. No, tazga se nimam, ampak recimo si premaknil nek drug sklad. V infrastrukturo. Nisi v bistvu od tega, na ta dobiček nisi plačal davka. Ker se šteje kontinuirano. In če si v nekem drugem skladu imel izgubo, pa si šel pol v enega drugega, se ti v bistvu dobiček pa izguba ponetirata. In po 10 letih držanja 15 si free. 15 imaš v bistvu potem brez davka. Tako. So žal kakšne druge države tukaj bolj ugodne. Hrvaška. 2 let. 2 let imajo na Hrvaškem. Tam prav prosijo ljudi, da kupijo delnice, se mi zdi. Koliko ljudi pa investira v te sklade pri nas? A veš, če pogledamo, koliko je vseh vlagateljev pri vseh družbah slovenskih za upravljanje, tam cirka pol milijona. Prav skoraj četrtina Slovencev. Samo to, kar ne vemo, Pestih ima mene 30,000, ali koliko sem rekel, 40,000, ne vem zdaj točno, kakšna številka, ki so pa v Bitcoin investirali. Zato sprašujem. Tukaj pa sploh nima podatkov. 500,000 nekje nas investira v sklade. Toliko je vlagateljev v približno slovenske sklade. Ne vemo pa, koliko je prekrivanja med, če si pri eni družbi, pa pri drugi družbi se ne moče lahko, da je en in isti človek. Tako. Čist točnih podatkov nimamo, ampak tam nekje. Zdaj, zelo veliko je pa tudi enih sredstev, mislim enih portfeljev, ki so pa seveda izven tega statističnega zajetja. In ker če pogledamo dejanske flove, ki grejo danes iz bank na te razne trgovalne platforme, tradicionalne, mislim se pravi za tradicionalne naložbene razrede in za kripto, niso tako majhni.
To govorimo o desetinah milijonov evrov, ki grejo na te platforme. In ljudje pač tam, eni sami poskrbijo, sami trgujejo, sami skušajo skrbeti za svojo finančno neodvisnost, za vlaganje, kar je super. Ne vem, če pač vlagajo, potem si naredijo nek portfeljček in pač vlagajo v skladu s svojimi zmožnostmi. Tako da ja, tega dejansko ne vemo, koliko je teh ljudi. No. Okay. Zdaj, zakaj sem vprašal, zato, ker me v bistvu zanima, zakaj jih ne vlaga še več, kolikor jih zdaj? Kaj misliš, da je nekako ta glavna ovira? Okay, smo prej govorili, ne? Dejansko moramo vsi skupaj, kakor industrija, pa kakor država, pravzaprav še narediti, po mojem, bistveno več na finančni pismenosti. Preprosto, zakaj ni teh vlagateljev več in tudi je mogoče malo tudi reflektirano o tem, zakaj je taka ogromna količina še vedno denarja na avista vlogah prebivalstva. In zato, ker preprosto ljudje ne vedo, da pač tako vlaganje obstaja, to je en razlog. Nekateri ne vedo, nekateri se preprosto ne spravijo, se ne brcnejo v rit in ne poskrbijo za svoje finance. Tukaj neverjetno, to je prav cel behavioristični problem. Vem, da imam težavo, vem, da bi moral vlagati, ampak ne spravim se, da bi to dejansko izvedel. To je cel misterij, zakaj tako. Ne? Ja. Se zato te pa to odlašanje, ta procrastination. Ne? Ja. To je neverjetno, ne? Kakšen je človek. Ne? Prav, veš, da bi mogel, veš, da si sam sebi škoduješ, veš, da denar, vse veš, ne? Da denar dejansko zgublja vsak dan vrednosti, v štacuni je zmeri hujš na blagajni, ampak ne spravaš se. To je tako kot s hujšanjem. Ja. I'll start tomorrow. Isto je, a ni isto? Ja, isto. Jaz sem opazil, veš, recimo, mogoče da razumeš mojo pozicijo, ne? Sej sem en soustanoviteljev kriptomata, v redu štekam. Pač nekje sem moral začeti. No, ampak, a veš, v tem sem jaz ugotovil, pač zaradi tega sem jaz ugotovil, da so ljudje absolutno finančno nepismeni oziroma jim manjka tlele znanja. In pri nas se dogaja to, kar so te cash the catch, ali kaj je že bilo? Catch the cash. Ja. In neke piramide, neke scheme in ljudje nasedajo, veš, zato ker oni si želijo, imajo močno željo. Vsi smo pohlepni, ampak pohlep je v bistvu, se mi zdi, normalna stvar za homo sapiensa, zato ker če nima pohlepa, to je nek mehanizem, preživetveni mehanizem. Absolutno. No, ampak ne znamo ga obvladovati. Ne znamo ga obvladovati, zato ker nas pa noben tle ni naučil, pa reče, jaz bom tle pa naredil, pa tle še milijon, pa to bo bilo ful dobro, pa dej, ne. In potem ljudje nasedejo, kakor kao sej, ali pa nekoga poslušajo na internetu, ne. Jaz dosti delamo, zdaj smo začeli malo tudi te streame, pa to na video in mi, ker imaš ti na YouTube ljudi, kao investiraj v to bo šlo 100x, pa jaz skozi govorim, čak, nič ne bo, ne moreš vedeti, ne bo šlo nič x, a po x, to ne poslušaj nič. Se pravi, ampak se ljudje reče, ne, se nam poslušal, pa nas skrivaj. Če je pa mu rekel, pa je se to investiral. Sam zato, ker sem jaz, pa ne bom mi ti rekel len, ampak to se mi zdi toliko težko, toliko nerazumljivo, ne vem, kaj bom sploh naredil, kaj moram sploh narediti, da to povečam premoženje. Da bom jaz to na hiter, nek quick fix naredil. No in moja pozicija je pa ta, da kripto ni edini. V bistvu sem jaz šele to ugotovil, to je v bistvu, tlele smo imamo še vse tiste ostale stvari, ki se jih mi da naštevala. In en od mojih ciljev je v bistvu narediti za 120 milijonov vzhodnih Evropejcev investicijsko platformo, kjer bodo kreirali uravnotežene portfelje. Kripto ni edina stvar, by the way, slučajno sem s kriptom začel, ampak jaz vidim, da je kripto samo en od razredov, ki ga moram imeti na platformi. Moram dodati še delnice oziroma ETF-e in ljudem poenostaviti investiranje. In to je to, za kar se nekako zdaj, pač to je ta shift, ki se je zgodil. Točno to, to je absolutno, mi to ful pozdravljamo. No. Mislim, tako da... To me pa interesira, kako, ker zdaj pa sem pa dojel, tam so na eni strani ljudje, ki obljubljajo neke lambote, pa ne vem kaj, in ljudje se v ti zaletavajo ka muhe kakšne tele, na luč, da vam rekel na kaj drugega. A veš tiste poletke, komarji, pa to, ali kaj že vse te insekti. No, po drugi strani, ki jim pa rečeš, ne, poglej, treba je vse podobno kot v fitnessu, ki si bi rekel, ne, vse je v bistvu ful enostavno, sam pač to moraš jesti, pa če enkrat, dvakrat na teden moraš pač iti neko telovadbo narediti in bo čist drugač, ne? 5krat. Ok, Dr. Mike pravi, da že tudi 2krat, a veš, Dr. Mike pa podobno frizuro kot ti, ne? On pravi, že od 2krat je ok. Vse je boljš, kot nič. Ja.
No, in čak, zdaj sem malo zgubil tam to. Govoril si o platformi, da je del, Ja. ki bi rad v bistvu naredil za 120 vzhodnoevropejcev neko dobro delo in jim ponudil. Ja, nek rad bi, da investment nehajo tool. investirati v neke loterije, Ja, pa super. da nehajo uletavati v neke quick fix sheme. Ne obstaja quick fix shema, ni quick fix sheme, obstaja samo tvoje dojemanje rizika in pa tvoje zmožnosti finančne in pa neki cilji, ki so pa lahko bodisi nerealni, absolutno, ali pa pač nekako realni. In prej, ko si nekaj donose govoril 7-8%, pa zakaj nisem jaz vsako plačo že od 20 leta svojega že del nekaj investiral v Ja. to, sploh ne razumem. Zato te noben ni naučil, noben ti ni tega povedal, ne? Dejansko, da boš mogel to narediti. Ne? Ja, Točno to, noben ti ni naučil. Če bi ti živel, recimo, ne vem, v Kopenhagnu, bi bilo to normalno že od plače bicuko, a ti ne? bi že vedel, tebi že doma bi poslušal o pokojninskem skladu, o tem, kako je vrednost mojega fonda za starost, bla, 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 bla. Če bi živel na Nizozemskem, bi poslušal o tem, kakšno rento si bom kupil, kakšni so zdaj trenutno pogoji, da si bom kupil rento za upokojitev, ne, iz svojega premoženja, ki sem ga prešparal, se pravi iz mojega kupčka, kjer ga nalagam vsak mesec za to, da si bom lahko pol privoščil eno lepo starost. Ne. Tukaj pa ne. Zato, ker izhajamo pač iz tega neke socialistične zgodovine, kjer je pač v bistvu bilo breme pensije na budžetu. Ne? To je prvi steber, v bistvu zavisi popolnoma od budžeta. Od tega, kar se v bistvu zbere vsak let sprot, kar vsak let sprot pade v malho. Ne? To ne temelji na nekem, ko ne rečem, na nekem stogu naložb, ki bi producirali nek donos. Ampak to temelji na sproti pobranih davkih, ki so pa pač odvisni od ekonomskega gibanja, ne? In od tega, koliko imamo pač nekega delovno aktivnega prebivalstva. Se pravi, de facto, če tako pomisliš, čeprav se to grozno sliši, se zdi to malo kot ena Ponzi shema? A je res? Ja. Ne? De facto. Mogoče, ja. Ne? Odvisni smo od tega, kaj bodo drugi producirali, in od tega bodo odvisni naši donosi v obliki penzij iz prvega stebra. A ni to strašljivo? A veš, kaj sem še jaz tle, recimo, mogoče čist nepovezan, ampak poznaš ti pregovor, bolje vrabec v roki kot golob na strehi? Ja, seveda. In jaz sem naredil naš tedenski stream in se imenuje boljš golob v roki kot vrabec na strehi. Zato, ker se mi zdi, da vsi ti Američani pa zahodnjaki, vse to let's win, number one, first place. Pri nas je pa dej Martin Krpan, mečken glavo dol sklon, pa se ti bom dovolil, da malo prešvercaš soli. Ja. Pa se meni zdi, zakaj? Če smo zmagovalci, vsem živam. V športu rasturamo vse posod po svetu. Ja, Pa zakaj ne moramo še tle biti winnerji? Ja, se strinjam popolnoma s tabo. Absolutno. Lej, Okay. super, točno to. No, Ful rabimo to mentaliteto, ne? Ja. Ta ambition, ne? Da se prenese malo iz športa tudi ostale sfere. Čakaj, zadnjič sem jaz nekaj prav pametoval na to temo. Na temo ambicioznosti. Ja. V bistvu, točno to. Mi imamo ful ambiciozne športnike, točno to, kar si rekel. Ampak dajmo to poskušati promovirati malo te uspehe, pa tudi ne samo športnike, imamo tudi ful ambiciozne podjetnike. Ja. Uspešne podjetnike. Sigurno. In to bi jaz rad, da se prelije malo tako v širšo sfero, tako da to eleviramo malo, a veš, celotno družbo, zato da bodo v vseh sferah, ne samo pač pri športu, ne samo pač pri podjetniških podvigih, majčkeno bolj ambiciozni. To bi dejansko imeli po mojem multiplikativne učinke. Ni seveda samo to dovolj, ampak je pa nekaj, kar pomaga. Ja, mindset je kar ogromen pomen. Mindset je ful. Ja, Mindset, attitude. koliko si pripravljen grist. Absolutno. In meni recimo eno, spet mogoče ni povezano s Firejem, ampak mogoče pa tudi po drugi strani tudi ja, ne, ker sem hodil malo po konferencah, a veš, in to se je zgodilo po mene 8 let nazaj sem začel hoditi, ja, morda 10, ne, in pa sem ugotovil, pa kaj je zdaj ta model, tlele, v bistvu ful sem pametnejši od njega, vem točno bolj kaj se dogaja, oni večja firma so, več služijo kot mi, kaj se tle dogaja? In potem sem čisto zaščitil in sem rekel, čakajte malo, fanti, mi smo tle v bistvu smart AF, se pravi, čakaj malo, mi lahko tudi obračamo, naredimo, spedenamo, ne vem kaj, a veš? Tako da, in ful podjetnikov dejansko ima ta mindset slovenskih in so pač svetovno prodorni, a ne? Ja, in športniki isto, ne? Ja. Dejansko to oni imajo, dajmo to razširiti. Dajmo še ostale ukužiti s tem virusom, a veš? Ja, nekje moraš začeti, nekje se začne.
Okay, mogoče bi zdaj sam še odprl, zdaj smo imeli bi rekel, da kaj smo, cirka 1 uro, mislim, da v klicu, ne? Nisem se še kaj veliko pogovarjal o Bitcoinu. Okay, ampak sem že malo sem že naslišal, ne? Pa sem imel vmes že dvakrat sem pripravil misel, pa sem zdaj že dvakrat vmes jo pozabil, no. Ampak ne, ful mu nama gre dobro. Lej, zdaj sem se spet spomnil. In okay, praviš po eni strani, da Bitcoin ni naložbeno sredstvo, razumem. Okay, mogoče, ne bom ti zdaj besed. Mogoče, to sem hotel reči, na splošno kriptosredstva, mogoče niso, saj jaz jih ne percipiram kot nek pač naložben razred, je pa mogoče znotraj kripto, rečem sveta, saj jaz percipiram mogoče Bitcoin, pa še kaj drugega, mogoče Ether, recimo, kar bi lahko prevzemali neko vlogo hranilca vrednosti. To se mi zdi, da nekako to postaje na podoben način, ne? Kot je recimo zlato, kot nek percipiran hranilec vrednosti. Ja. Da bodo dobili ta status. Ne? Ja. Tako da, ja, sej jaz, okay, sej tudi moje stališče. Marsikdo se ne bo z mano strinjal. Ja. Jaz vidim ful sicer veliko priložnost v tehnologiji, kar se mi zdi, da bi lahko rešila zelo velik križev in težav, ki jih imamo. Jaz še posebej, če gledam recimo konkretno finančni svet, same načine poravnav danes, recimo pri trgovanju z vrednostnimi papirji, vplačila v sklad, izplačila iz sklada, prenosi med skladov. Zelo veliko teh stvari bi po mojem lahko rešil z kriptotehnologijo. Mislim, da v tej smeri dejansko mi tudi gremo. Bi rekel tako, po eni strani je zakonodaja, ki je prej sploh ni bilo, se zdaj zelo, zelo razvila in se približuje neki, ne bom rekel, da se enači, ampak se približuje bančni industriji, bančni zakonodaji. Stvari, ki jih moramo mi kot podjetje početi, so v primerjavi s prej neskončno procentov več. Kompleksne, ja. Ja. In zdaj včasih mi tega nismo razumeli. Ne? Ampak zdaj zelo dobro vemo, zakaj to obstaja in zakaj je to potrebno. Ja. Tako da zdaj nekatere banke ali pa institucije, tudi, se pravi tudi nekateri penzijski skladi in tako dalje, tudi po Nemčiji in tako dalje, že kot del svoje strategije ali bodisi da tržijo Bitcoin, ne tisto vse ostalo, zato ker, kot si tudi sam povedal, pa se jaz tudi, pa da ne govorijo o nekih fiksnih ali pa določnikih, ampak generalno tudi jaz dosti stvari v kriptu vidim kot neke špekulacije, muhe enodnevnice, kjer se da nekaj narediti, ampak generalno obstaja verjetno en ožji nabor enih kriptovalut, ki pa so tle že nekaj časa se držijo in recimo Bitcoin je en izmed teh. In tudi kot tak že se uporablja kot nek store of value ali pa v smislu, ne vem, pohištveno podjetje v Italiji, ki kupuje nekaj od podjetja v Brazilu, neko les ali karkoli že, surovine, pa se na ta način setlejo. Vse tudi banke, med sabo se lahko setlejo, imajo ogromen. Imamo zelo uspešen startup, ne startup, to je že velika firma, ne, danes na področju carinskih postopkov, ne, CargoX. Ja. Vse preko kriptota, ne. No, se to. No in okay, po eni strani pač je tehnologija, je namen, nek utility, in na drugi strani imam pa neke institucije, ki že sprejemajo to, ali zaradi zakonodaje, ali zaradi povpraševanja komitentov, ali kaj se tle dogaja? Kaj vidiš v prihodnje nekako ta razvoj, ti kot recimo, kot nekdo, ki izhaja iz veliko bančnega bolj sektorja, ker naše zavedanje je to, absolutno kontra kriptoanarhičnim nekim maksimalističnim pristopom, ker mi verjamemo, da v bistvu, če hočemo, da ljudje si lastijo kripto, da se to naprej razvija, mora biti na nek način to urejeno in mi moramo sodelovati z tradicionalnimi igralci, zato da pomagamo pri tej adopciji. To je naše stališče. Super. Ja. Jaz vidim kripto kot tehnologijo, ki bo rešila zelo veliko težav. Recimo, prav spomnim se, da je bilo to tam 2019-2020, sem bral eno napoved JP Morgana, da 2023 bo že vsi settlementi vrednostnih papirjev laufali preko kriptota.
na Kaj, konkretno... 2027? Ne, 2023, to bi že mogel biti, ne? Aha, okej. Pa še nič ni. Ne? Jaz poznam že danes konkretno, prej sem omenil Cargo X, ne? To poznava za carinske postopke, ampak recimo poznam tudi eno irsko firmo, ki uporablja pač zaprt blockchain za vplačila in izplačila iz skladov. Zdaj je kar velika, raste noro in super funkcionira. Ne? In rešuje en konkreten, zelo zoprn problem, ki je pač povezan s tem, da recimo v sklade, ki niso ETF-i, pač je relativno težko, veliko birokracije, če želiš v njih vplačati, in oni v bistvu z blockchainom rešujejo ta problem fantastično. Tako da recimo vedno več teh zadev, sploh na področju plačil, poravnav, valut različnih, ne FX-a in delnic, obveznic, za ta svet finančnih transakcij, jaz mislim, da bi bila blockchain tehnologija ena dobra rešitev. Sicer vprašanje, pa jaz nisem tehničen človek, ampak vsaj tako kot berem se, ljudje se sprašujejo, a je ta decentralizacija nekaj, kar dejansko je rešitev, a je to mogoče ovira. Pa seveda, ali je sama tehnološka zmožnost pa hitrost blockchaina nekaj, kar je ovira, ali je to nekaj, s čemer pač lahko živimo, ne, pa in tako naprej. Tako da verjetno tehnične težave, pa što ti bolj vedel, ne, sigurno so, ampak recimo ta svet plačil pa poravna danes še zmeri relativno star, temelji na starih tehnologijah. Ne, če misliš Swift, ne, koliko je to staro? Ne vem, 40 let, ne, tam nekje, ne, verjeten, pa še zmeri ista stvar uporabljamo. Ne. Ja, to, kar je zredno robusten. Ja, ampak je čas za verjetno neke novejše tehnologije. No in tle sem si pa direkt to zapisal, ki si povedal, se pravi, imam tle inovacija, potrošnikov, potrošniške navade, kultura, družba, to se je spremenil. Ljudje imamo različne verjetno zdaj potrebe za plačevanje, kot smo jih imeli včasih, vse je bolj digitalizirano, različne neke ekonomije, podekonomije, mikroekonomije se kreirajo in tukaj se mogoče kreira nek prostor za finteke, ki so jih pa v bistvu banke zelo dobro sprejele, zelo so jih tudi veliko inkubirale, tudi se tle na tem področju dogaja. Absolutno. Bi pa v bistvu sam dodal za na kripto, se pa mora še zgoditi majčken čistke, malo si treba prečistiti pa ta level playing field narediti, kako mi sploh igramo, kaj se sme, kaj se ne sme in to sigurno je dobra stvar. Jaz bi želel za nas, da bi nas še malo bolj zaščitili pred neevropskimi igralci, ker nas to to je pa itak nasplošno z evropsko tehnologijo. Ja. To je tako, ampak generalno mislim, da obstaja sigurno en prostor za to inovacijo in v teh fintechih se nekaj dogaja in in Visa, Mastercard, pa ostali tudi banke, bančne skupine delajo svoje inkubatorje in tako, ne? Ja, zelo veliko je. Tega je, mislim, dela na inovacijah, sam dejansko se še kaj prav veliko ni izčistil, recimo. No, jaz pogledam. Če je malo tehnologija, gre čez neko podobno ali pa rečemo temu sorodno, niti ne čisto podobno zgodbo, kot je recimo šel World Wide Web, ne, iz konca 90-ih let, potem ko smo videli .com boom, pa potem so iz tega išli neki večji zmagovalci, ne, ker prej je bilo v bistvu zelo veliko enih majhnih podjetij, ne, mogoče se še spomniš Netscape Magazine, Netscape Navigator, zelo veliko enih startupov, ne. Čim si imel spletno stran, si bil že, ne, si šel že lahko na borzo in tako naprej. Ne. Ampak pa se ta v bistvu svet zelo... Bubble se je itak razpočil, ampak tudi z vidika tega sveta, ne, ta svet se je zelo izčistil in je z tega šlo nekaj nekaj velikih podjetij, nekaj zmagovalcev, in tudi z vidika tehnologije se je tehnologija relativno izčistila. In jaz mislim, da bo nekaj podobnega se morda tudi zgodil na področju kripta, misliš? Blockchaina. To je malo borba protokolov. Imamo en blockchain za to, ker je ful dober pa hiter. Koliko je drugače od tega? Nič, samo drugi investitorji so drugi ljudje, ki bodo probali prepričati druge ljudi v njihov standard. Mislim, se to se dogaja. Imamo Blu-ray, DVD, kaj se bo zgodilo. Točno to. Še v bistvu pa, ampak še bistveno bolj kompleksno. Ne. Tam smo imeli recimo dve, tri tehnologije, ki so bile konkurenčne, tukaj jih imamo pa cel kup. Točno to. The best. A veš, nisem te niti enega vprašanja vprašal teh, ki sem jih pripravil. Nič hudega.
Ampak nam je to lepo, kar teklo organsko, mislim, da še boš. Sem ne vem, kaj sem tlele mogoče še hotel, če kaj tazga. Ker ja, mislim, da se to kar dobro razdelilo. Ja, dajva tako počas mi, da to zaključujati, ker smo v uri 20, da ne bom, da bo, pa lahko mogoče kdaj še v druge tudi narediva, zdaj, ker so se to kmela luštar, ne? Z veseljem. Kakšne recepte napišem v portfelje. Ja, okej, se pravi, zdaj moramo naučiti čim več ljudi, kako upravljati osebne finance, kako investirati. Moramo jih finančno narediti bolj pismene. Tako, pa dati jim empowerment iz tega lotja. Kako misliš, da bi to lahko naredili? Okej, ta pogovor, ki ga imamo midva, pa taki tipi pogovorov sigurno pomagajo. Ja, ampak to je tak en drobec, ne? Kaj misliš, da bi morali narediti? Če bi hotel sistemsko zadevo rešiti, po mojem je edina rešitev, da gre ta zadeva v šole kot predmet ali pa del enega predmeta. Ne? To je moje mnenje. Imam jaz eno dobro kombinacijo. Imaš? Lahko se zmenim z škrabo, pa upeljamo not ta naš znanje, finančno pismenost. Ni tako dela to za matematiko, naredimo samo še za finance, not malo dodamo in to je to. Lahko. Vse pri matematiki dejansko so neke teme. Ne? Ja. Obrestni račun je pri matematiki. Ja, sigurno. Ja, sam ne naučijo te točno zakaj. Ne. Veš, te vračunaš, pa ti ni jasno, zakaj dela to matematiko, kolega, da vštev denar. Ja. Ali pa, da boš štev, koga ni. A veš, Okay, se pravi, ampak sistemsko. ampak dejansko je pri matematiki nekih teh tem. Mene zadnjič sem malo gledal, kaj se učijo pri matematiki, pri sinu, ne, in so imeli malo teh osnov statistike, ne, v srednji šoli. In rekel, kaj je ta varianca, ne, kaj je ta standardni odklon. Ne, pa sem rekel, v bistvu najlažje, če pogledaš recimo gibanje cene delnice. Ne. Ja. Veš, To je standardna deviacija. Ja, seveda. Ne? In pojd zadeva rata v sekundi jasna. Ne? Ja, če veš, zakaj uporabljaš. Točno to, ne? Ker je čista praktična aplikacija tega, da dejansko boš zmeril nihajnost ene pač delnice, ne? Cene ene delnice, ne? Od povprečja. To je to, zelo simpel. Kaj pa, če bi mi poslali najbolj finančno pismena nacija na svetu? Zihar bi bilo dobro. Ja, seveda bi bilo. Ne, ampak ne, dejansko, se pravi, to more, mislim, če bi to ratalo predmet v šoli, po mojem bomo naredili za prihodne generacije na super delo. Pa jaz poznam malo ozadje tukaj in dejansko se že zelo dolg časa številni trudijo, da bi dejansko to prišlo v kurikulume šole. Aha. Pa še nimamo na Zavodu za šolstvo nekega posluha za to. Ne. Tako da Kaj pa pravijo, rečejo, ne, bomo reč imeli. Bomo raj imeli kakšno drugo. Okay, kaj politično nekorektnega povedal, kakšen drug bolj pameten predmet. Ne? Okay. A veš, mislim, pa dobro, mogoče so lahko politično nekorektne, ne vem, zakaj rabimo določene predmete, ne vem, recimo državljansko vzgojo ali pa kaj takega. Manj bi bilo bistveno bolj pametno, pa mogoče bo zdaj kdo hud na mene, kam to rekel, da bi recimo en del teh ur namenili finančnemu opismenjevanju. Ne? To bilo sigurno. Saj jaz tako mislim, zato ker je to za preživetje posameznika, za njegovo finančno neodvisnost bistveno večjega pomena. Jaz tudi tako mislim, dejansko od vsega časa, vseh ur, ki smo jih investirali za vse žive stvari, pa da se nismo toliko finančno pismenjevali, se mi zdi absolutno izgubljena priložnost. Tukaj je velik gap, ki bi se ga dal pokriti. Ja, super. Ok, jaz bi se ti rad potem za dan zahvalil. Lahko še eno stvar rečem. Až kaj bi bilo še ful dobro? Si smo šlo? Dej, povej. Če bi malo naredili kakšno samo investiranje tudi malo bolj davčno privlačno. Tisti, ki so se prej pogovarjali, veš, na Hrvaškem po 2 letih nimaš več davka od kapitalskega dobička. V Sloveniji pa tle rečejo 15 let je vse dolga doba za razmišljati. Ne? Od tega davka ni skoraj nič. Država pobere tega davka v primerjavi z ostalimi davki zanemrljivo malo. Ja. Kada, to je davek, ki je samo populističen, češ dajmo obdavčiti tiste, ki imajo. Bogate, ne? Ampak vsi bi morali imeti to. Seveda. Ne pozabljajo, da s tem najbolj prizadene male vlagatelje, ki so skrbno dajali na stran po 30, 50, 100 evrov vsak mesec, zato da si bodo lahko pač na stara leta nekaj več privoščili, pa bodo bolj finančno neodvisni. A veš, dejansko cel kup drugih davkov, kjer bi lahko bistveno več pobral.
in bistveno večje milijone evrov, več milijonov evrov, kot pa. Plus še dejansko država bi kapitalskega dobička. si naredila uslugo, ker bi bilo manj treba skrbeti za te Točno ljudi v to, prihodnje, ker bi se točno ti to. ljudje na nek način zase že poskrbeli. Ker se narod postavi na lastne noge, finančno. Če jim daš Točno to. okolje. Točno to. Daš jim stimulativno okolje, daš jim znanje, ko vedeš finančno pismenjevanje, mislim, finančni predmet v osnovno šolo, v srednjo šolo, pa daš jim znanje, pa daš jim še davčno stimulacijo, ne, da začnejo vlagati. Tukaj lahko zdaj bila še 1 uro, pa diskutirala točno, kje je pa pokojninska reforma, pa pokojninski skladi, ampak bottom line vsega je, da moraš narediti vlaganje za male vlagatelje davčno bistveno bolj stimulativno. V Sloveniji nismo stimulativni za vlaganje z vidika davkov. Ne. A pa to se da spremeniti? Zelo easy, s peresom. S potezo peresa. A pa ste kje probali pogovarjati se z... Jaz se trudim na tem področju že dolga leta. Ne. Aha. Če pogledaš trenutno davčno reformo, ne, ki bi mogla kaj narediti v tej smeri, bore malo. Ne. Bore malo. Tako da so sicer neke ideje še, mogoče neke dobre ideje tudi, ki jih ima Ministrstvo za finance, ki mogoče bodo ugledali luč sveta, ne, ampak če pogledamo tako generalno, je pa kako stimulirati prebivalstvo, da več varčuje, da več vlaga. Za prihodnost je pa definitivno za neko pametno davčno olajšavo. Sploh recimo za malega človeka. Saj ne rabimo dajati nekih gromozanskih davčnih ugodnosti te bogatima, ne? Ampak dajmo poskrbeti za enega Se ta človek bo itak porabil to penzijo tlele, da bo živel. Točno to. In ne bo breme države, bo sam poskrbel za svojo finančno varnost, za svojo finančno neodvisnost. In to je cel point tega, kar sem danes pogovarjal, da so ljudje sposobni priti do tega in zdaj, doskrat so ti pogovori tako neki teoretični, dej pa bi bilo tisto fajn, pa to fajn. Ne, reč mi, kaj ne naredim. Se pravi, ok, moram investirati en del svoje plače, se pravi, moram zmanjšati svoje življenjske stroške oziroma svoj življenjski standard, na malo manj, kot so moji prihodki. Seveda, če so ti prihodki taki, da so dostojni življenja, tudi to imaš ljudi, ki imajo seveda, ne? Ampak recimo za enega, ki pa pač ima neko poprečno plačo, pač bi bilo najbolj pametno, da del te plače pač investira vsak mesec in da to naloži, če ima to seveda starostno, ne, opcijo, da to naloži recimo v neke kapitalske trge. Ne. Če gre za relativno mladega človeka, ki začenja svojo kariero, da čim prej, ali pa tudi na eni starosti se to še zmeri splača, ne, da gre v neke, da si lahko prvošči malo več tveganja, gre recimo lahko v neke delniške naložbe. Zdaj govoriva zelo pavšalno, ne, zelo na hojladri, ampak a veš, me razumeš, kaj mislim. Dejansko, da daje pač nekaj v kapitalske trge vsak mesec postopoma in pač s tem si postopoma zagotovi neko višjo stopnjo finančne neodvisnosti. Ne. To je to. Za ostalo magijo pa poskrbi eksponentna funkcija. Obrestni račun. Hvala ti, to je pa res super. Z veseljem. Lušten je bilo res. Ful bi se te res zahvalil. Čisto je bilo drugače kot vsi gosti, ki sem jih imel do zdaj. A res? Ja. Okay. In bom rekel, mogoče malenkostno še malo bolj praktično so se dotikala. In upam, da se spet malo sreča, mogoče malo še bolj konkretno, s kakšnimi bolj konkretnimi nasveti. Jaz bom razmišljal tudi po eni strani temu kurikulumu, ker mislim, da bi bilo treba napisati kakšno knjigo, ki se ne plača, ampak je v bistvu zastonj, open source. TikTok. 14 sekundna knjiga. Okay, serija video to. Mogoče to. In pa tudi hočem pokazati ljudem, da ni ta kripto ta golden chalice, zlati bokal, zlata kupica večnega življenja, ampak je tu bistveno širše pač treba pogledati. In to je to. Jaz sem zadovoljen, spoštovani gledalci in gledalke, ali pa da rečem spoštovani gledalke in gledalci, tako. Evo, mi da se za danes treba zaključiti. A imaš še kakšno zaključno misel, če želiš, ali se kar posloviva? Z veseljem še pridem. Super. Vas bom pa prosil, da se naročite na naš kanal, ker nam s tem v bistvu pomagate, ker se trudimo za vas kreati take vsebine, ki vam bodo pomagale pri vaši finančni neodvisnosti. In dajte še komentirati, če bi radi, da odgovorimo še nekakšno vprašanje ali pa kaj, ki se niso dotaknila, pa mogoče se lahko naslednjič. In to je to. Želim vam lep dan še naprej.